Brez veze, sem itak meni verjel. No, danes bomo pa takole naredili. V tem trenutku sem na test prevzel tegale Hyundai i30. To je ta nova generacija, opremljena z 1,6 litrskim dizlom, 100 kW pa avtomatskim menjalnikom. Skupaj bova pičila na Hondo, zato ker so prejšnji teden predstavili novo generacijo Civica. Jaz nisem v časa, da bi šel na tiskovko, tako da imam zdaj en tak popravni izpit. Tisti pa, ki vas zanima, kam je zginil Peugeot Traveler, jaz sem sladko kisle posnel, objavil jih bom pa naslednji teden. Ja, čakaj, ja nisi rekel, da boš Peugeot danes objavil? Things change, man, on a daily basis. Zavroče, stari model. No evo, lahko rečem skoraj končno, ta nov Civic v mojih rokah. Se veš, da sem en Honda tako malo bliz, ha? Prva stvar, ta prav ključ, ni gumba. Honda, kaj je za to? Rikverc hodite. Sprostite parkirno zavoro. Stari. Lej, koliko sem se pelil. 23 metrov, pa samo levo na glavno cesto sem zavil, pa takoj ugotoviš, da je... Brez veze, sem itak meni verjel. Je težko razložiti, ampak čutiš, kako je avto voljan iti v ovinke. Gremo mi nekaj, da bomo imeli mer, a? No, kako ćemo začeti? Mogoče kar z golo osnovo, ne? Tole je 10. generacija Civica, ki se po cestah vozi že od leta 1973. To v bistvu pomeni, da je starejši od Golfa. Avto od prejšnje generacije daljši za kar 13 cm, kar se mislim, da vidi že na prvi pogled, je pa tudi malenko širši, pa tudi medosna razdalja je malo daljša. A ni nos z tega kota ful agresiven. Pa stukaj je tudi kar hudobna. Pa lahko so ga tukaj zadnji razrezali, vas je besen. Drugač pa avto lahko dobiš v dveh opremah, ne? Ta je šport, kot sem že rekel, ta druga je pa elegant. Zdaj pa en kratek intermezzo, ne? Koliko Civicov misliš, da so Slovenci kupili od leta 90 do danes? Čakam. Dej reč neki, no? Se ni važen koliko, sam reč neki. A imaš cifra? Točen 6082. A so to reč več ali manj? Ok, pojmo zdaj na stvari, ki so malo bolj pomembnejše. Recimo osnovna oprema tega avta. Glavno, čisto vsak Civic bo ne glede na to, kjer ga zbereš, opremljen z izdatno varnostno opremo. To pomeni, da že v osnovi dobiš radarski tempomat, sistem proti naletu s samodejnim zaviranjem, pa branje znakov, vse žive kamere, pa ne samo to, če si izbral avtomatski menjalnik, tam recimo ročnega, bo avto na avtocestah v gužvah praktično avtonomen. To pomeni, da vpelju sam. Tako da hude opreme je že čisto začetka velik. Bravo, Honda. Mislim, se vidi, da so malo jače štartali na konkurenco, a? Kaj ne smem pozabiti, ne? Civic bo opremljen tudi z dvema čisto novima bencinskima motorjema. En bo 1.0 129 konj, en bo pa 1.5 182 konj. Tega ima ta avto in zato v osnovi stane 2990. Je pa avto drugače čist na nov zasnovan. Karoserija ni samo lažja, je tudi za več kot polovico bolj toga, kot je bila prej. Kar se prostora v kabini tiče, zdaj ful sodati ne moram, ampak ta prvi feeling je vsem tak, da se mi zdi, da ta avto med prostornejšim v razredu. Še mi je ful všeč, kotna slonjala, ful sem tako eno lukno padel, ampak tako prijetno, fajn mi je. Drugač pa kar se kufra tiče, moram izpostaviti dve stvari. Prva, vseh litrov je 478. To v bistvu pomeni, da ima v tem razredu več placa samo Octavia. Druga stvar pa zdaj nisem 100% prepričan, če je to res, kar bom povedal, ampak po moje je Civic prvo avto z vzdolžnim rolojem, lej. Hecna fora, sam ne vem še čist, kaj ne si mislim. A veš, ta gib levo-desno je tak, malo hecen, nisi navajen. Pa še en pomemben podatek, v Slovenijo valjda prije tudi Type R. Ej, Cirila, ga boš vozil? Stari, ne vem, upam. Mislim, ko unih 7 minut 43 sekund z Nordschleife se po moje kar lepo prevede tudi na slovenske ceste. In to je to, kar se tiče ta novega Civica. Jaz ga zdaj peljem nazaj, pa povem še, kaj si mislim o legi. Ja, lepo je. Stari pa menjalnik, kratki, natančni hodi, pa zelo povedno krmiljenje. Avto sicer nagiba malo več, kot sem pričakoval, ampak to ga ne oropa te komunikativnosti, ki je bila značilna že za prejšnje generacije. Kar se pa povzetka tiče, po mojem je čisto okej, če se naslonim na to, kar je Jure Gregorčič napisal na Siolu. A veš, on je pa po mojem mnenju upravičeno zapisal, da se Civic v tem trenutku najverjetneje uvršča med 5 ali pa recimo 7 najboljših avtomobilskih nakupov do 20 jurjev. Že v osnovi je ful nabutan z opremo, predvsem varnostno, kot izdelek je svež, svetovno se pele. Pa po eni strani si kar želim, da bi Hondi prodajala zlaufala, zato ker, ne vem, Civic si to zasluži. Se mi zdi, da ga včasih ljudje malo podcenjujejo, ali pa da na Hondo gledajo zviška, namesto da bi realno pogledali, kaj avto prenese k mizi. Veš, kaj hočem reči? Kaj piskaš, kaj s tabo? Kaj gizmo, greva dam?